Na mestu. Mod. Na mestu. Prostor. Vojna zgodovina Slovencev je najmanj raziskani in najbolj neznani del naše zgodovine. To je razumljivo. Vedno so nam zgodovino pisali tujci. In tujci slovenske narodne samozavesti niso potrebovali. Vojna zgodovina je pa temelj, ali pa eden izmed temeljev samozavesti vsakega naroda. Kako bi drugače obveljala tista stara o Slovencih, češ, da nimamo ne vojne zgodovine, pa tudi naj ne bi bili in nismo vojaki. Ob boljšem poznavanju slovenske vojne zgodovine bi recimo hitro ugotovili, da so prve naše natisnjene besede bojna gesla slovenskih vojakov, ne pa pesmice, ne molitvice. To so gesla Stara pravda in Levkupo Boga Gmajna iz Velike kmečke vojne leta 1515. Če bi šli pogledati našo zgodovino od najstarejših časov do dan danes, je vse skupaj ena sama velika vojna. Kakšen je pa bil v preteklosti odnos Slovencev do vojske, je pa zapisal Janez Zajkard Valvazor, da se vsako leto v Ljubljani več 100 mladeničev odloči za vojaško službo in se je čudil, kako je mogoče, da ta mali narod, da je toliko vojakov, ki se potem ali v službi rimskega cesarja, Benečanov ali španskega kralja pokaže kot najboljši vojaki. Prvič so pa Slovenci svoje narodne kokarde nosili kot narodni gardisti leta 1848 v pomladi narodov. Največji vzpon narodne samozavesti, vojaške samozavesti, je pa pomenila Prva svetovna vojna. Ta je omogočila nastanek prve slovenske vojske v novejši zgodovini novembra 1918. Ta vojska nam je dala izjemno osebnost. Generala Rudolfa Maistra, človeka dejanj, možatosti, odločnosti, čeprav je treba pošteno povedati, da je pa to novo vojsko vendarle ustanovil, oziroma prve enote ustanovil Rudolf Badjura, nadporočnik v Ljubljani, dan danes že popolnoma pozabljen. Do največjega vzpona slovenske vojaške samozavesti je pa prišlo med drugo svetovno vojno. Slovenski narodno-osvobodilni boj 1941-45, vsaj kolikor jaz poznam te stvari, pa kar temeljito spremljam, nima primere v Evropi. Ne po širini, ne po množičnosti in zlasti ne po tem človeškem sporočilu. Prvobitnega boja za obstanek, to ni več vojskovanje, gre za preprosto vprašanje, bomo Slovenci ostali na tej zemlji. Po drugi svetovni vojni je bila slovenska vojaškost izbrisana, to da znova se je rodila leta 1968. Teritorialna obramba se je v Republiki Sloveniji razvijala drugače kot v drugih republikah nekdanje zvezne države. Številni so namreč v njej videli ponovno obuditev zamisli o slovenski vojski. Kot že ničkolikokrat se je izkazalo, da prihodnost pripada pogumnim, torej tistim pripadnikom teritorialne obrambe, ki so brez pomisleka podprli demokratične spremembe v svoji domovini. Nasprotja med zveznim vrhom, ki sta ga obvladovala konzervativna in demokratizaciji zvezne države nenaklonjena Sekretariat za ljudsko obrambo in Generalštab oboroženih sil ter slovenskim republiškim vodstvom, so sredi maja leta 1990 dosegla vrhunec z ukazom o razorožitvi teritorialne obrambe Slovenije. Protiukrepa, ki sta sledila, sta bila zavarovanje nastajajoče slovenske države in ustanovitev manevrske strukture narodne zaščite. Temeljni načrt njenega delovanja je bil nadvse preprost. V primeru napada zvezne vojske zavarovati glavne objekte, napasti skladišča orožja in opreme ter zagotoviti možnosti za vpoklic popolnih formacij teritorialne obrambe.
Za vršilca dolžnosti načelnika generalštaba je republiško vodstvo imenovalo Janeza Slaparja, ki je nato imenoval poveljnike teritorialne obrambe pokrajin. To se pravi, marca, kjer V takšnih razmerah je bil opravljen prvi postroj pripadnikov takratne 30. razvojne skupine teritorialne obrambe. Njen poveljnik je bil načelnik manevrske strukture narodne zaščite Anton Krkovič. Postroj je bil 17. decembra leta 1990, dober teden pred referendumom za odločitev o samostojni Sloveniji. V svoji znameniti izjavi je takratni predsednik slovenske vlade poudaril: "Zadišalo je po slovenski vojski." Med povsem konkretnimi preizkusi pripravljenosti na morebitni napad je bila vaja Premik 91, med katero je velika manevrska formacija teritorialne obrambe opravila premik s Primorske na Dolenjsko. Eno ključnih vprašanj, ob katerem so se najbolj zaostrila stališča med zvezno, jugoslovansko in republiško slovensko vlado, je bilo vprašanje, kje naj bi naborniki iz Slovenije služili vojaški rok. Prve aktivnosti so se začele v juliju leta 1990, ko se je iskala rešitev za služenje vojaškega roka nabornikov iz Slovenije v 5. vojaškem območju. Takrat je Skupščina Republike Slovenije pripravila zahtevo za predsedstvo SFRJ in iskale so se tudi druge rešitve, ker se je pričakovalo, da predsedstvo te zahteve ne bo sprejelo. Takrat so nastale prve ideje o tem, kako bi usposabljali vojake v organizaciji republiških organov izven JLA. Istočasno je bil sprejet tudi sklep, da delovna skupina ni zadostna organizacijska enota, da tako zahtevne naloge realizira, in se je začela formirati nova organizacijska enota, poznejša prva uprava republiškega sekretarijata. Ta uprava je od začetka leta do 15. maja izvedla vse potrebne priprave, da je zagotovila izbor kadrov, ki so usposabljanje vodili, pripravila programe, potrebno je zagotoviti bilo uniforme in še veliko teh aktivnosti. No, in to je bilo uspešno narejeno, čeprav so nekatere uniforme prihajale z zadnje minute, ampak naborniki, ki so prišli 15. maja v IK in Pekre, so bili priskrbljeni in usposabljanje se je lahko začelo. Smo na strehi Doma obrambne vzgoje v Mariboru, v Pekrah točneje, kjer je zdaj učni center Slovenske vojske. Danes je prišel tukaj dopoldne do precejšnjih zapletov. Dom so obkolile enote Jugoslovanske ljudske armade in ravno kar zdaj je ura 14 in 19 minut, so prišle nove oklepne enote Jugoslovanske ljudske armade, ki so obkolile ves ta dom in tukaj potekajo pogajanja. Že pomladi leta 1990 sem slovenskemu političnemu vodstvu in tudi Slovenkam in Slovencem zagotovil, da bo teritorialna obramba v primeru potrebe z orožjem zavarovala samostojnost Slovenije. Takratne obrambne sile je sestavljala teritorialna obramba in slovenska policija in seveda velik del civilne strukture, ki se je pripravljal tudi na osamosvojitev. Jugoslovanska armada je na slovenskem prostoru štela več kot 22.000 mož. V vojno so bile vključeni tudi potenciali armade zunaj slovenskega prostora in vojaško letalstvo. Na območju Slovenije je bilo v 10 dneh več kot 72 oboroženih bojev. V teh bojih je teritorialna obramba skupaj s policijo dosegla zmago. Zmaga je bila rezultat učinkovitega vodenja in poveljevanja in sodelovanja obrambnih sil in civilnih struktur. Obrambne sile so z manevrom manjših enot izvajale bojne spopade na celotnem slovenskem prostoru. Teritorialna obramba pa je v tej vojni lahko zmagala samo zaradi dolgoletnih priprav in zaradi njene pripadnosti Sloveniji in slovenskemu narodu.
General Janez Slapar je 26. oktobra leta 1991 v Kopru raportiral predsedniku predsedstva Republike Slovenije Milanu Kučanu, da je zadnji vojak jugoslovanske armade zapustil Slovenijo. Tako se je začelo tudi preoblikovanje teritorialne obrambe iz vojnega v mirnodobno stanje. Temeljna naloga je še vedno ostalo usposabljanje nabornikov, vendar se je že takoj na začetku pokazalo, da je potrebno organizacijo dopolniti predvsem z rodovskimi enotami, zlasti artilerijo, inženirijo, letalstvom in zračno obrambo. Temu primerno je seveda bilo potrebno organizirati enote in jih popolniti z sodobno tehniko. Bistvena težava v tem je bila ta, da je neposredno ob Sloveniji še vedno divjala vojna na Balkanu, da je bil v veljavi embargo, ki je prepovedoval uvoz orožja v Slovenijo, in v takih primerih je pač potrebno prilagoditi svoje potrebe dejanskim zmožnostim. Po letu 1994, ko je Slovenija postala članica Partnerstva za mir, se je začelo tako imenovano prilagajanje naše organizacije in naše strukture tudi strukturi NATO vojska. Tudi usposabljanje se je v tem pogledu precej spremenilo in tako imenovano uvajanje partnerskih ciljev je omogočilo Slovenski vojski, da je pridobila potrebne izkušnje, potrebno znanje, ki je bilo zahtevano za izpolnjevanje pogojev za vstop v NATO. V 3 letih, ki so bila na voljo, je Slovenska vojska doživela velik napredek, vendar prva razširitev je z političnih razlogov seveda šla mimo Slovenije, Slovenska vojska pa je nadaljevala z razvojem in v letu 1998 pravzaprav dosegla tisti kritični trenutek, ko je prišlo do enega zelo velikega preoblikovanja Slovenske vojske, torej vojsko smo oblikovali po načelu NATO držav in jo kot tako seveda tudi pripravili za naslednja pogajanja za vstop v NATO. Ob koncu 90-ih let so se v Slovenski vojski zvrstili številni dogodki. Prevladalo pa je prepričanje, da samo celovit razvoj kadrov zagotavlja Slovenski vojski prehodnost iz družbe v vojsko, iz vojske v mednarodno okolje in nazaj v civilno družbo. V vseh vojskah so v ospredju ljudje, njihova izobrazba, usposobljenost in izurjenost. V tistem obdobju je bilo za Slovensko vojsko značilno, da dejansko je bila velika neuravnoteženost med temi 3 dejavniki, kar ne pomeni, da je to bilo nujno slabo v vsakem pogledu. No, to smo reševali tako, da smo pač v vodstvene time na posameznih nivojih poveljstev združevali ljudi, ki so imeli pač različno izobrazbo, nekateri so imeli fakultetno, nekateri iz vojaških akademij, nekateri tudi izobrazbo in usposobljenost v tujini in smo dobili tisto pomembno in potrebno kvaliteto za naše delovanje. Vzpostavili smo operativno raven poveljevanja Slovenske vojske z vzpostavitvijo 3 operativnih poveljstev Slovenske vojske. Takrat je bila velika dilema, ali gremo v vzpostavitev operativnih poveljstev, ki so na nek način statične organizacijske oblike poveljevanja, ali pa damo to operativno poveljevanje bolj v roke brigadnim poveljstvem. Vendar opremljenost in usposobljenost in izurjenost pripadnikov Slovenske vojske narekovala drugačno odločitev, torej operativna poveljstva. To je bilo tudi obdobje hitrih menjav obrambnih ministrov, zvrstilo se jih je 5, kar je močno vplivalo tudi na razvoj vojske. Slovenija se je prvič predstavila zavezništvu in leta 1998 gostila veliko logistično vajo CAE 98. Jeseni 2000 je sledila taktična vaja Slovenske vojske, ki je bila drugačnih razsežnosti, vendar zelo pomembna za njen nadaljnji razvoj.
Torej, vajo odločen odgovor leta 2000 smo dejansko izvajali v realnem okolju, v realnem času, z realnimi silami, takšna kot pač je bila Slovenska vojska v tistem momentu. Še posebej je tisto obdobje zaznamoval velik upad interesa za služenje vojaškega roka. No in mene osebno je ta vaja dejansko prepričala, da Slovenska vojska mora narediti en korak naprej k profesionalizaciji, torej k profesionalnemu popolnjevanju Slovenske vojske. Vstopili smo v novo obdobje, kjer dodana vrednost ni v vojaški tehnologiji, ampak v vojaškem znanju. V Slovenski vojski smo ga skozi leta pridobili in utrdili toliko, da ga že znamo in tudi zmoremo posredovati tudi sosednjim vojskam. Vedno bolj postaje jasno, da so izkušnje rezultat dobrega dela posameznika in pa nas vseh skupaj. Izkušnje in kakovost našega znanja so se postopoma širili. V tem času se je postopno večalo tudi število naših pripadnikov v operacijah za podporo miru ter število vojaških predstavništev, ki so pridobivali nova vojaška znanja v tujini na skupnih usposabljanjih in vajah ter najvišjih vojaških šolah. Izkušnje in obseg ter kakovost našega znanja so se tako postopoma povečevali. Novembra 2002 smo dobili vabilo za članstvo v NATO. Leto pozneje smo se Slovenke in Slovenci za dvotretjinsko večino odločili zanj. Tako smo dodatno okrepili in utrdili naš obrambno-varnostni položaj. Hkrati pa se tudi zavezali, da bomo obrambne zadeve reševali skupaj in v korist nacionalne obrambe ter Severnoatlantskega zavezništva. Opustitev služenja vojaškega roka je samo eden od korakov profesionalizacije naše vojske. Proces profesionalizacije bomo zaključili do 2010. leta. Do takrat bomo poklicno opravljali svoje naloge, se modernizirali, kakovostno usposabljali in postajali še učinkovitejši. Naš cilj je, da bomo dosegli načrtovano stopnjo profesionalizacije in ustrezno stopnjo zmogljivosti. Namen obrambnega sistema Republike Slovenije in Slovenske vojske je odvračanje napada na državo, obramba neodvisnosti, nedotakljivosti in celovitosti države ter nacionalnih interesov. Uresničuje se tudi z vključevanjem v mednarodne varnostne povezave in aktivnim sodelovanjem v njih. Cilji so torej preprečevanje kakršnekoli agresije, ustrezen odgovor nanjo ter vojaški prispevek mednarodnemu miru in varnosti, hkrati pa tudi podpora sistemu zaščite, reševanja in pomoči pri zagotavljanju varnosti in blaginje državljanov Slovenije. Slovensko vojsko sestavljajo pripadniki stalne in rezervne sestave. V stalni sestavi so poklicni pripadniki, vojaki, podčastniki, častniki in vojaški uslužbenci ter civilne osebe. V rezervno sestavo se vključujejo državljani, ki sklenejo pogodbo o službi v njej, ter do leta 2010 še vojaški obvezniki. Slovenska vojska je organizirana kot enovita vojska, brez delitve po zvrsti. V njej delujejo rodovi pehota, oklepne enote, letalstvo, pomorstvo, artilerija, zračna obramba, inženirstvo, radiološko-biološko-kemična obramba ter zveze, pa tudi službe, kot so prištabna informatika, saniteta, intendantska služba, tehnična ter prometna služba. Sile se delijo na sile za bojevanje in sile za bojno podporo, glede na sposobnosti premeščanja pa na premestljive in nepremestljive. Poveljniška struktura na strateški ravni je naloga Generalštaba Slovenske vojske, sicer organa v sestavi Ministrstva za obrambo. Podrejeni sta mu dve poveljstvi, Poveljstvo sil Slovenske vojske in Poveljstvo za doktrino, razvoj, izobraževanje in usposabljanje. Poveljstvu sil so podrejeni dve brigadi, posebne enote ter Poveljstvo za podporo.
Brigada Slovenske vojske je združeno-taktična enota. Sem poveljnik prve brigade Slovenske vojske, ki je namenjena za bojevanje. V brigadi se pripravljamo, usposabljamo, hodimo tudi na usposabljanje v tujini. Znanja, ki jih pridobivamo v tujini, uporabljamo pri usposabljanju svojih vojakov, podčastnikov in častnikov. Ta znanja ne prinašamo direktno v enote, ampak jih prilagajamo našim pogojem. V tem letu proslavljamo 15. obletnico Slovenske vojske. Kljub temu, v prvi brigadi Slovenske vojske imamo veliko nalog in izzivov. Enote brigade bojo pripravljene za obrambo domovine in za katerikoli operacijo, ne glede, kje bo ta operacija potekala. V Slovenski vojski smo prvič napotili naše pripadnike v operacijo podporo miru leta 1997. Najprej v operacijo Alba v Albanijo, nato pa na Ciper in Bosno in Hercegovino je takrat odšlo 50 slovenskih vojakov. Število slovenskih vojakov v operacijah pa se je iz leta v leto povečevalo. Do danes je v operacijah sodeloval vsak 5. vojak Slovenske vojske. Danes s skoraj 250 pripadniki pomagamo krepiti mednarodni mir in varnost v Bosni in Hercegovini, na Kosovu, Siriji, Iraku in Afganistanu. Stabilnost na Balkanu je eden od pogojev za varnost cele Evrope in je tudi težišče delovanja Slovenske vojske v tujini. Letos pošiljamo na Kosovo, poleg enot, ki jih tam že imamo, transportno četo, leta 2007 pa motorizirani bataljon. Poveljstvo za doktrino, razvoj, izobraževanje in usposabljanje opravlja selekcijo in usposabljanje vojakov, pa tudi usposabljanje in izobraževanje kadra na vseh ravneh. Prav tako razvija in preizkuša doktrine in pravila, določa standarde bojne pripravljenosti ter sodeluje pri evalvaciji enot in poveljstev. V njegovi sestavi so centri za razvoj in usposabljanje, šole za podčastnike in častnike, letalska in gorska šola, šola za tuje jezike, poveljniško-štabna šola ter vojaški muzej. Moja želja, da bi postal vojak, se je razvila tam nekje blizu konca osnovne šole, ker sem po končanem osnovnošolskem šolanju začel na srednji vojaški šoli v Ljubljani, kasneje kot kandidat v šoli za častnike vojnih enot in po končani šoli zaposlen v Slovenski vojski kot profesionalen vojak. 97. leta se mi odpre možnost šolanja v tujini, ki sem jo seveda izkoristil, odšel v Združene države Amerike, šola za padalce, šola za pripadnike zelenih baretk, kasneje še naslednje šole, šole za rangerja, šole za inštruktorja ostrostrelcev, šola za operacije z helikopterjem in šola za skakanjem s padalom iz visokih višin. Ko sem prišel iz šolanja na tujini, se je zame začela popolnoma nova zgodba. Začel sem gledati na stvari iz drugega zornega kota, razmišljanje popolnoma drugačno in znanje, ki sem ga prenašal na ostale, je bilo prenešeno na način, ki ga niso bili vajeni do tedaj. Bistvo vojaka je v srcu in šele kasneje v glavi, kajti le tako bo lahko izpolnil svojo dolžnost in na koncu seveda tudi svoje poslanstvo. Tudi v prihodnje bomo v popolnosti izvajali naloge v skladu z našim temeljnim poslanstvom, to je zagotavljanje nacionalne vojaške varnosti in sodelovali pri realizaciji obveznosti, ki jih je Slovenija sprejela ob vstopu v zavezništvo. Te obveznosti pa bodo predvsem sodelovanje pri zagotavljanju in stabilizaciji razmer izven Slovenije, pri katerih sodelujejo članice NATO in Evropske unije. Po 2010. letu bo Slovenska vojska v celoti profesionalna. V naslednjem obdobju bomo našim pripadnicam in pripadnikom, enotam in poveljstvom zagotavljali optimalne pogoje dela in bivanja ter visoke standarde varnosti ter omogočili postopen prehod k odličnosti. Morebitne spremembe varnostnega okolja
bodo seveda zahtevale stalno, sprotno preverjanje, presojo in ponovno prilagajanje ter odzivanje na varnostne izzive, morebitne nove grožnje naši suverenosti in nedotakljivosti ter miru in stabilnosti. Majhna in sodobna vojska se bo takšnim spremembam in novim zahtevam pravočasno prilagajala. Izkušnje nas učijo, da to delo nikoli ni končano. Jarni bataljon, mirno! Knogi! Nošna! Nože! Čarni pozdrav! Dalje! Jo! Mir!